To je Radio 1 podcast. Včasih medicina naredi korak, ki ni samo napredek, ampak pravi čudež. Pred nekaj meseci se je v UKC Ljubljana zgodilo nekaj, kar so mnogi poimenovali mejnik v slovenski kirurgiji. Prva robotska presaditev ledvice živim darovalcem in to med mamo in sinom. Danes z nami sedi sin in njegovo telo zdaj deluje s pomočjo dela mame. In ja, zgodba se sliši v bistvu skoraj da filmsko, ampak je čisto resnična in domača. Danes bomo slišali, kako je videti življenje, ko ti mama dobesedno podari del sebe. Povej najprej, kdo si in kaj počneš? Ja, zdravo, sem Jernej Kaloh in trenutno še vedno okrevam po operaciji transplantacije ledvice. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je... Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. Ok, za začetek, Jernej, si v redu? Kaj Dosti treme? boljše. Dosti boljše kot prej. Malo treme, seveda. Ampak dobro, to je kot tista koristna trema. Dej v par stavkih povej najprej svojo zgodbo, da poslušalke in poslušalci vejo, zakaj gre. Potem pa greva na podrobnosti. Ja, v bistvu se je vse skupaj začelo zelo nepričakovano, ko sem v bistvu po že nekaj daljšem času glavobolov, Ja? ki so bili zelo netipični, ker mene načeloma izredno redko bolela glava prej. Ja? Pa tudi rahlo sem začel tekati v stopala in prste na rokah Dobro. po daljšem dnevu ali delu. Torej, kaj so ti odpovedali ledvici obe? Sta ti? To je bila potem diagnoza, ja. Da sem, v bistvu, ko sem prišel v UKC Maribor, Ja. sem imel končno odpoved, 5. stopnjo, se pravi končno odpoved ledvic. Torej, ti si prvo, drugo, tretjo in četrto stopnjo vse preživel normalno in si se javil, zdaj se smejemo temu, ampak dobro. In si se javil pri 5. stopnji, si se javil v bolnišnico, si ti rekli, zdaj pa, kaj so ti rekli takrat? Tako. Samo v bistvu so me pač še enkrat naredili teste Ja? in pač ugotovili, glede na vsebnosti v krvi, Ja. da ja, je to. V bistvu ti še delovanje ledvic skozi urin preverijo in stopnja delovanja ledvice je že takrat bila, mislim, da 12 ali 13% samo. Ampak predtem nisi vedel, da imaš okvarjene ledvice. Ne. Zakaj pa do tega prišlo? Jaz sem imel še to nesrečo, da sem imel ravno to obliko avtoimune bolezni, pri kateri se v bistvu simptomi vidijo šele čisto pri koncu. In so taki, niso veliki, ne? Se pravi, neopazni so, kot je glavobol, rahlo zateka. Torej je bila v bistvu avtoimuna bolezen, je bila krivec za to, da so ti potem odpovedali ledvice. Tako. Ok, najprej hvala, ker si sploh prišel v studio in deliš to svojo osebno, ker to je res čisto osebna zgodba za vsemi nami. Morda bo komu pomagala. Morda bo šel prej na kakšen pregled. Upam. Ok, Jernej, kdaj si prvič zvedel, da bo prav tvoja mama tista, ki ti bo dala ledvico? To je bilo nekaj časa, ko sem že bil na dializi in so mi sestre v Mariboru pač opisale to možnost. Ja, Predlagala je možnost, da je pač možno tudi presaditev ledvic. S to informacijo sem pač prišel domov, povedal doma, Ja. ne da bi pričakoval karkoli od družinskih članov, ampak ja, mami, kot je moja, se je tako javila. Ja. In brez kakšnega razmišljanja, res niti sekunde ni razmišljala, tako je rekla, jaz ti bom dala tako ledvico. Ampak v bistvu ste mogli potem še na pregled iti in preveriti, če sta ledvici kompatibilni, ne? Vsekakor, to je potem trajalo recimo 2 leti. In ti si med tem časom bil na dializi. Tako je. In še vedno si imel glavobole in zatekanje in vse, ali si ti je z dializo kaj umirilo potem? Glavoboli so čisto prenehali, ker v bistvu vzrok glavobolov je bil visok krvni pritisk, ki so mi ga potem z določenimi zdravili uravnali. Ja. To je bilo potem ok, ampak zatekanje se nikoli ni Zaključilo. končalo. Ja. Čisto. Čakaj, ti si imel torej 5. stopnjo okvarjali ledvice, torej tik pred tem, da ti odpovejo, torej si bil na dializi kolikokrat na teden? Jaz sem si izbral vrsto peritonealna dializa. Ja? To pomeni, da sem si jo sam delal doma. Ker res mi ni bilo všeč, da bi moral v bolnico hoditi večkrat na teden in tam preživeti 5 do 6 ur. Ja? Torej ti si doma pucal kri? Ne, tisto je krvna dializa, to pa deluje preko peritoneja v trebušni votlini.
To je Dobro. popolnoma drug sistem. Ja? In zakaj sem se odločil, ker pač ti omogoča vseeno neko svobodo. Ok. Nisi toliko vezan na bolnišnice, vseeno lahko greš kam, pa si na tistem, na licu mesta narediš, to dobiš posebne tekočine. Aha, to imaš tekočine s sabo in si ubrizgaš v želodec, popiješ, to kaj to narediš? Ne, to imaš taki posebni kateter, ti vstavijo najprej pred dializo že v trebuh. Torej tebi niso naredili bypassa, nisi imel žil povezanih na roki? Ne. Aha, ti si se vsega tega rešil. To sem si najprej rekel, da tega res nočem. Dobro. Oprosti, kar nadaljuj, kako se imenuje ta dializa? Peritonealna dializa. Peritonealna, ok. Torej imaš tekočine, imaš kateter. Tako. Ja. In potem dobivaš od ene firme vsak mesec polno celo paleto materijala, vseh tekočin in vsega pribora, ki spada zraven, da je higiena na pravem nivoju. Ja. Ker pač higiena je res prva stvar, na katero moraš biti pozoren. Ja. Glavnem, Da ne pride kakšne infekcije in vsega skupaj. ja, to je največja nevarnost pri vsem skupaj in v bistvu poteka tako, da skozi kateter si vtočiš, se pravi 4-krat na dan, Ja? oziroma 4-krat na dan na vsake 4 ure. V bistvu čistilo in ti spuca kri. In to Tako. gre po tvojem telesu, srce normalno pumpa, vse normalno dela in gre po celem telesu ta kri, ta čistilo in ti vse spupa, ali ti vse stavi v ledvicah in samo tam naredi. Ne, to v bistvu poteka vse v Aha, v trebušni votlini. Tako, tukaj se izmenjava ti minerali, tekočine in V glavnem ti je pomagalo, da si preživel 2 leti, tako bova rekla, ker če bova šla strokovno, ne bomo nikamor prišla, ker jaz nisem strokovnjak, ti si pa bil samo uporabnik in očitno si se pozanimal, da ne bypassa na roki, da ti niso povezali žil, ven in arterij in si se izognil ležanju v bolnici. Ja, ker to mi je bilo pač ful grozno, da bi mi žile skupaj šivali in tisto je celo dosti bolj agresivna oblika. Torej sam si delal dializo, veš kaj me zanima, kako se človek pripravi nekaj takega, psihično in fizično? Ko si začel delati dializo, si vedel, da boš šel na operacijo že na presaditev ali še ne? Ne, tako je sigurno ne. Potem, ko je mama rekla ja in ste naredili teste, potem kako? Je v bistvu, ne, ko so mi predlagali to opcijo, sem se jaz tako odločil, da bom šel v to. Ja. Zato, ker je pač najbolj približno prejšnjemu življenju. Ne, življenje s transplantirano ledvico. Ja. Potem pa, ko mi je mama rekla, da mi bo dala, pa je bilo, mislim, še toliko boljše, ker je itak najboljše, da ti da družinski član, starši, prvo so starši, ja. Potem pa vsi ostali, no. Ja, kako se spomniš potem, če preskočiva vse to, ampak verjetno domačak, ti imaš tudi kakšno sestro, brata? Sestro imam, mlajšo Anja. Ja. Kako so oni to sprejeli to? Ko rekla mama, jaz sem dala ledvico. Kako si recimo reagiral, ko so ugotovili, da je mama zdrava, da je dovolj, koliko ima let tvoja mama, ti si koliko star? Jaz sem bil star 40 ja? v juniju, mama pa zdaj septembra 67. Ok. Okay. In dovolj zdrava, dovolj močna, da ti je dala potem ledvico, da je to vse bilo. Hvala Bogu, ker moja mama res športnica celo življenje že in res skrbi za telo in glavo in res dobro pazi na hrano, vse skupaj, tako da to je za na koncu njej prišlo prav in meni. Ne? V bistvu njena investicija vase, v njo je bila investicija potem še vate. Ja, zdaj. Kako se spomniš tega trenutka, ko so ti rekli, Jernej, ok, bom šel na operacijo in sicer robotsko operacijo? Mislim, tega nikoli ne pozabil, zato ker ko mi je to doktor Havlina predlagal, v bistvu me je vprašal, če bi jaz sploh bil za kaj takega, ampak moja prva misel je bila takrat, dobro, kaj zdaj jaz vaš poskusni zajček, ne? Spomnim se, da sem še to rekel, ne? Ampak ne, takoj me je pomiral in je rekel, pač, da v vsakem primeru, tudi če bi šlo kaj narobe, ne? Pri robotu bi oni takoj skočili pa pač nadaljevali klasično operacijo. Ja, pač on mi je dal taki občutek neki varnosti, res je vrhunski v tem, kaj dela. In jaz sem od tistega trenutka 100% zaupal. Zaupal, ker verjetno nisi bil ti prvi, nekateri morali delati operacijo, verjetno so se učili na robotu, so delali poizkusi, ne morejo kar reči, da imam robota, gremo poiskati, ne, ja, veš, ne. Upal sem, ja, da so imeli že kaj. Kako si mama prepričal? Ali mama je tudi bila za to takoj? Ne, skupaj smo bila takrat v NUKC Ljubljana, ko so nama to predlagali in ne, takoj smo bila za, ker so nama itak sprve pač rekli za vse prednosti, ki jih je res ogromno. Proti klasičnemu načinu, pač okrevanje je res hitrejše, pa manj naporno.
Manj naporno, torej ta operacija robotska. Konec konca tudi, ne vem, če pogledamo logično, ko dobiš ti ledvico darovalca, drugega, sploh če ni tvoja mama, potuje nekaj časa, sigurno kakšen dan nekje na poti, torej ni tako sveža. Tlele pa, če sem prav razumel, v bistvu v eno uro ledvica zunaj. Oni že v mami so ledvico pripravili, jo zavili v vrečko, potem pripravili, odrezali, ti si bil tudi že ready steady, dali ven, uredili še tiste stvari, ki jih pač morajo urediti, verjetno, ne vem, to so te zdravniške, in potem ti vstavili mamino ledvico, zašili in to je to. Ja, jaz mislim, da je bila še topla. Ko je niti ohladila se ni. Zakaj zmrzila, ko si to rekel? No. Ja, ampak dejansko je to največja prednost, da ta ledvica je v bistvu skoraj živa. Ne? Takoj, ko odklopijo, jo že skoraj takoj priklopijo. In ona že dalje dela. Ona takoj začne delati dalje. Torej zdaj še vedno dobivaš proti telesa, kakšne zdravila boš mogel imeti, ali to pri ledvicah ni to? Imunosupresive, ja. Pač telo vedno gleda na nekaj novega kot tujek. Ja, in ti hoče se vrniti, ne? Ja, in določena zdravila mogo celo življenje imati. Ja. Določena pa samo 1 do 6 mesecev, druga 1 leto. Ja. Ampak ena bo ostala, ja. Tvoja mama pa ne. Tvoja mama pač bo mogla samo paziti in živeti čim bolj zdravo še naprej. Ja, se jaz tudi, ampak ona... Mislim, valjda ti tudi. Ti pa sploh imaš že odgovornost. Tako. Ti je rekla, že te vam tepla, če boš kaj naredil v moji ledvici. Ja, rekla, da moram zares. Dosti boljše čuvati, kot na svoje. Kot na svoje. Ja, dobro. Ne vem, je bil kakšen strah potem, ko se je operacija zaključila? Si bil pod totalno narkozo? Seveda, ja. Ja, tudi tvoja mama verjetno, ja. In potem, ko si se zbudil, ko ste se zbudila skupaj, ali ste bila v ločenih sobah, kdaj si prvič slišal mamo? Mama je v bistvu bila ful prej konec z njenim delom in pol je v bistvu ona mene čakala. V bistvu malo dalje je trajalo, kot so rekli. Pol smo bili, mislim, oni so bili vsi živčni in moja punca in mama skozi sta spraševali, kdaj bom... Se čakali, da se bo zbudil? Ja, pa kdaj bom prišel sploh gor, ne? Iz operacijske. Ja. V glavnem, mama je takoj prišla, kak sem se zbudil. Ja. Čakaj, ona je že stala, že sedela ob tebi? Ja. Ona je bila takoj, okej. Ona je drugi dan je prišla k meni. Ja. Ampak pol tretji dan je šla domov, ne? Aha, to tako gre? To gre tako, ja. Za darovalca. Ok, kakšen res pa potem imaš, tlele, ti recimo in tvoja mama, je velik res? Jaz imam recimo, kaj bi rekel, 6-7 cm samo. In to je to? Toliko, da ledvičko noter stisnejo. Ostalo so pa samo take pikice, ker to so taki fini inštrumenti. Ki so ti vstavili noter in potem roboti to naredijo. Tako, in to so minimalne brazgotine. Zdaj, za mamino okrevanje si že povedal, da je bila hitro nared in pripravljena spet na normalno življenje. Ti? Mislim, jaz sem ostal v bolnici, sicer tudi minimalni možni čas od predvidevanega. Spustili so me ven celo en dan prej, kot so mislili, ker sem ravno imel rojstni dan 12. junija. In ja, tisti dan so še mi prišle sestre pa doktorice za 5 s torto. Kaj dobro. Ja, ful cool. Valjda mama ti nič ni kupila za rojstni dan, ki si ti dala že ledvico. Sem je dala kamero. Kako se je potem tvoja mama, torej po kolikih dneh si šel ven? 9. dan. 9. dan? Ja. Ok, ko so vse prečekirali, vse videli, če se to prijelo. Veš kaj, najprej... Je bilo kaj dvoma? Vedno dvom, ne. Ja. Mislim, dvom. Nič ni ziher, ne, pri taki stvari. Ni neke garancije. Pa na začetku je bil ful problem z krvnim pritiskom spet, ja. S tem so se kar en čas borili. Vse možno so probali, na koncu jim je uspelo. Si imel previsokega? Ja, ful. 200 na 130. Ne, to je srce kar fajn pumpalo. Ja. So bile obremenjene arterije in potem še vene, ki so mogli nazaj to preganjati. Dobro, ampak potem so ti to porihtali. Ja. In 9. dan si šel domov in si praznoval 40. rojstni dan doma. Čist doma, sam s punco, ja. S punco? Ja, čist mirno. Mirna familia, mama prišla tudi zraven, ni prišla voda? Ne, tisti dan ne. Smo se kasneje, to je bil četrtek, mislim da, čez vikend smo se potem videli na hitro. Tako je, jaz na začetku ful nisem smel družiti. Aha, rabiš tisti čas, pol leta najmanj, ko moraš paziti. V bistvu, en mesec je bil prvi mesec je najbolj kritičen. Torej nobene infekcije, nobene bakterije, čisto nič, ne? Ja. Ok, to je preventiva. Ja, pač sama smo hodila na sprehode, ker je ful priporočljivo, da moraš se gibati, da se to nekako vse na svoje mesto postavi.
Ja, da se konec koncev privadi, ne? Ja. Ja. Tako da ja, to je bilo to, v bistvu sem bil pa res nekako brez bolečin, kako sem prišel domov. Aha, Ja, v bolnici so še me šivi boleli, potem pa nič več. Pol pa res minimalno. Kdaj si niti pomislil nisi, da je to mamina ledvica, da imaš za svojo? Kdaj si rekel, to je pa moja ledvica? Takoj, res takoj. Ja. Delala je, gledaj, kot da je moja. Ja. Tiste stvari, ko si delal sam dializo doma, ti je ostalo še kaj materijala, si kam podaril to? Čim prej sem ga vrnil toti firmi. Aha, a si imel, da si lahko vrnil konsignacijo? Ja, vse sem vrnil. Vrhunsko. Ja. Kako so bili žalostni, ko so zgubili klienta? Ampak njihov problem to, ne? Njihov problem, nisem se s tem ukvarjal, res ne. Veš, kaj me je še malo matra? Se vem, da tvoje mame ni tukaj, ampak vseeno, kako se je mama potem se skupaj odzvala? Zdaj ste v kontaktih, se dobite? Ja, itak. Valjda. Seveda. Te pocarta mama zdaj? Ja, ful, še ledvičko, tak mi prime pa reče, moja ljubica, pridno dela je dalje. Dobro. Sta še bolj povezana zaradi tega? Jaz bi rekel, da ja, čeprav smo že prej bila ful, ampak ja, mislim, da še neko dodatno spoštovanje, no, se mi zdi, od mene k njej, iz moje strani, pa valjda ta hvaležnost, to bo zavedno ostalo, no. Zdaj, po vsem temu, kar se ti je zgodilo s tvojo ledvico in s to zgodbo, se te je začela malo bolj zanimati medicina, tehnologija, robotika, vse, kar spada zraven. Mislim, ja, mali doktor postaneš, no. Postaneš, ne? Ko si eno obdobje v tem, pa moraš pač, sigurno si, moraš največ sam pomagati, to je vmes. Ja. Mi dva smo res s punco naštudirala, ker smo tako obsedena, ko smo bila v trgovini, googlala vsako hrano, kaj vsebuje. Aha, torej si zdi dosti bolj pozoren, tudi kaj poješ, kaj daš vase? To sem bil že prej, zdaj pač neke druge vrednosti bolj poznam. Torej, recimo, naprimer, kakšen nasvetek? Mislim, mi smo gledala na kali pa fosfor. Okay. Ta dva minerala sta pač najbolj nevarna za dializne paciente. Dobro, torej banan ne ješ dosti? Zdaj jih lahko spet. Zdaj jih lahko, ali kakšen nasmešek sem izrisal. Veš, kaj smo ful rad sadje in res, da so mi bile banane skoraj prepovedane vmes. Sem pa zato lahko jedel nekaj drugo. Ananas sem lahko jedel, se spomnim. Mango sem lahko jedel. Ne vsak dan, pa ne celega, ampak toliko, da sem bil zadovoljen. Ja. Da spet lahko zdaj to toliko bolj ceniš. Dej, ko slišiš danes besedo robot, jo povezuješ z znanostjo ali s hvaležnostjo? Malo, ne. Bolj s hvaležnostjo, kot znanostjo. Ampak, ja. Imaš občutek, da te ta izkušnja cela spremenila? Vse od te dialize, ki si jo sam počel, do tvoje avtoimune bolezni še predtem, do odpovedi ledvic, do tega, da je mati brez oklevanja rekla, ti bom dala svojo ledvico, da potem je bila ledvica tista, ki je pač pasala tvojemu telesu, da je tvoje telo sprejelo, da je operacija uspela. Je spremenilo to pogled na življenje tvoje? Ja, itak. Ful. Mislim, veš kak je, ko si zdrav, ne? Ja. Te nekak nič ne skrbi. Ko pa si bolan, pa imaš samo eno željo. Biti zdrav, ne? Da bi bil zdrav, ja. In ko si zdrav, potem spet po nekem času nekak bolj ceniš, se mi zdi, te male stvari v življenju. Več toliko gledaš okoli, kaj bi vse mogel imeti, pa take stvari, ampak si bolj hvaležen za ljudi, ki jih imaš ob sebi. Ja. Za neki mir v življenju. Zdaj ful več, recimo, ne ponočujem, prej sem kdaj, ne? Ja. Večkrat. Okay. Zdaj pa nikoli več, ne? Greš spati, je pomemben spanec, mir, počivaš, ti in tvoje ledvička. Predvsem, da se zjutraj dobro zbudiš, ne? Pa omenil si ljudi, ki ti stojijo ob strani, ti imaš tvojo dekle, tvojo punco, ki je skozi cel proces šla skupaj s tabo? Tako. Ona je, mislim, ona je ful... Kako je ime, smem vedeti? Sabina. Sabina? Ja. Okay. Čestitke, Sabina, bravo. Res, brez Sabine bi bilo dosti težje. Ona mi je res stala ob strani 24 ur na dan, v bistvu 3 leta skozi. Tudi, ko imaš kaki slabi dan, slabi trenutek, mi je rekla, gledaj, naj vse bo vrejo, glava gor, vse bomo skupaj v tem, tako da bomo nekako zgurala. No. Doživljenjsko hvaležen. Mami za ledvico in Sabini za podporo. Brez podpore bližnjih ne gre.
bistvo. Veš kaj še pove, Jernej? Kaj bi danes povedal tistim, ki se bojijo operacij ali zdravstvenih posegov? Sploh takšnih, kot je bil tvoj. Naj zaupajo v procesu. Jaz sem si tako rekel. Veš, kaj dosti, kar rečejo naše zdravstvo, naši zdravniki, pa levo, desno, ne vem kaj, šimfajo preko. Ja, ko prije do res takih stvari, ko se je meni zgodila, ko je življenje ogroženo, Ja. so pa naši top. V vrhu. V vrhu so. In res, jaz imam v vseh 3 letih nimam ene slabe izkušnje. No? Vsi so bili strokovni, prijazni, vse je bilo res super. Ene pripombe nimam. Okay, nekako se je poklopilo, da si novo ledvico dobil par dni pred tvojim rojstnim dnevom. Res je. Ja. Boš zdaj praznoval naslednje leto nov rojstni dan? Po operaciji? Moram ga. Boš se z mamo skupaj s kakšnim zeliščnim čajem, brez z eno banano. Ja, verjetno, kaj takega. Ja. Vse verjetno zanima, kako je po takih operacijah potem, ne vem, če nazdraviš s kozarčkom vina ali pa piva, lahko kaj tega spiješ? Alkohol ni prepovedan. Aha. Ne, je seveda pa vse v nekih zmernih, normalnih količinah. Ne. Ja, ampak zmerna količina zdaj verjetno za moje ledvica je dosti večja in višja kot za tvoje ledvičko. Ti imaš eno ledvico zdaj, ne samo, ne? Jaz imam eno delujočo. Eno delujočo, eno ostalo imaš še notri? Ja. Zakaj? To je meni najprej zanimalo, pa najbolj čudno mi je bilo, da mi pustijo oni dve noter, ne? Ja. Ampak so rekli, kao, da je večje tveganje bi bilo, da mi oni dve ven jemljajo, Ja? pa to zraven, kot pa zdaj obratno. Torej čakaj, ti imaš 3 ledvice zdaj? Ja, v bistvu ja, samo eno delujočo. 3 ledvice, 200 in vse so povezane normalno na sistem, ali so jih odklopili? Ne, oni dve sta isto priklopljeni, to so pač zraven dali. Ja. In to je dodano zraven, bypass znotraj in preko te ledvice so se, v bistvu ena ledvica dela za tiste dve, tam tiste dve se smejijo in počivata. Ja, vse zato se mi je tu zdaj, v nekem času se ti za 30% se ti poveča ta nova ledvica, ker prevzame funkcijo pač dveh, ne. Ja. Tiste se zmanjšajo, kaj tiste potem pustijo notri in kako? So ti kaj rekli? Tiste se bojo sigurno zmanjšale, so se že. Ja. Moje ledvice v bistvu niso več imele funkcije, ker so zakrknile. V bistvu se tkivo je umrlo. Aha, pač niso več funkcionalne bile. Nehalo je biti prekrvavljeno in je, ja. Ampak zaradi vsega tega, ker še vedno, čaki kri potem še vedno teče skozi tiste stare ledvičke. Ali ne? Ali so kakšen mislim, pač... Ne, še to je bila fora, da ni več kri mogla teči skozi. In zdaj imaš to eno ledvico, ki funkcionira. V bistvu je bilo, tkivo je bilo zabrazgotinjeno, je postajalo vedno bolj zabrazgotinjeno. To pomeni v bistvu mrtvo tkivo. Mrtvo pa je, če nima prekrvavitve. Zdaj mi je jasno. Mislim, se prečujem, ker tako gledam kot tele, ampak mi res čudno to. Ne moreš vedeti, če se ti ne zgodi, težko je. Dobro, kaj si se zdaj naučil z tega skupaj? Kaj te zdaj to naučilo? Najbolj zmernosti. Ja. Jaz prej nikoli nisem znal biti zmeren. Vedno sem hodil v neke ekstreme. Dobro. Tako da, ja, najtežje mi je bilo biti zmeren. Zdaj pa mi je to nekako postalo način življenja in mi je v bistvu vedno bolj všeč. S punco načrtujete skupno življenje še naprej? Ja, itak. Prej si omenil, medtem ko ste vi poslušali glasbo, omenil, da radi potujete. Jaz sem že mislil, da me vprašal, če jih pričakujem. Otroka? Tako. Pričakuješ? Ne, ampak vsi me to sprašujejo. Prijem v lekarno, me vpraša, bože, kaj, je že kaj? Če dobiš ledvico, moraš postati oče, ne vem. Veš kaj, ko si na dializi, oziroma ko ti ful slabo dela ledvice, je velika verjetnost, da si neploden. Neploden, aha. Ja, ker ti tuji ledvice ti neke določene hormone proizvajajo, oziroma nadledvična žleza. To pa za meni ni delalo. Aha, zdaj pa se to bo spet uravnalo. To pa zdaj se me spet spostavili vsi hormoni. Ja. Zdaj v bistvu koliko neki pim od... V bistvu si v puberteti novi. Ja, nova puberteta pri 40. Imamo tudi eno vprašanje, ki je prišlo v naš SMS box in sicer vprašanje za Jerneja, katero avtoimuno bolezen imaš oziroma si imel in kako dolgo pričakuješ, da bo mamina ledvica delovala. Srečno in borbeno naprej. Lep pozdrav, A.J. Ja, moja bolezen se reče glomerulonefritis. Ja. IgA glomerulonefritis, to po slovensko pomeni
odpoved malih filtrirnih enot v ledvici. Se pravi, to so mali filterčki, ki filtrirajo kri in meni so začeli odpovedovati en za drugim in na koncu jih skoraj nič več ni delalo. Ampak zdaj jih imaš še vedno odpovedane, notri smo ugotovili in uno ledvico zraven, ki pa normalno deluje. Ja. Ok, in koliko časa pričakuješ, da bo ledvica delovala? Ne vem, zakaj to sprašuje, to je... Zato ni dobene garancije. Ja. Pač ledvica lahko pričakovano je, da pri živem darovalcu je največja možna življenjska doba. Ampak seveda nikoli ne veš, kako bo telo reagiralo, ker meni lahko ledvico vsaki trenutek v bistvu zavrne telo. Aha. Zato tudi ta imunosupresivna zdravila. Ne moreš vedeti. Res ne. Ok, upam, da ti je odgovoril na vprašanje. Poslušam njegovo zgodbo in vsaka čast, da se skupaj s partnerko to zdržala. Sam imam sladkorno tip 1 in še zdaj težave s premajhno kostno gostoto. Kapo dol tudi njegovi mami. Srečno ti želi Daniel. Hvala, Daniel. Evo ga, neko pogledaš nazaj na vse, na operacijo, na okrevanje, na mamo, na zdravnike, na robota. Kaj bi danes rekel? Kaj je tisto, kar te je ta izkušnja naučila v življenju, ki bi ga moral slišati vsak, ki dvomi, da je čudež mogoč? Mislim, vsekakor bi mogel biti vsak zelo hvaležen, ko je zdrav, ampak nisi, ne? Pač, ko si zdrav, pa misliš, da si neuničljiv. Vsaj jaz sem mislil. Ampak vseeno, jaz res včasih sem bil bolj nezaupljiv do zdravnikov, kot sem zdaj. Zdaj pač vidim, da tudi, če bi recimo meni bi ful pomagalo, če bi vsaj enkrat na leto dal kri pa urin. Se pravi, da bi te osnovne preiskave naredil. Samo kontrolo. Tako. Ampak to skoraj doben ne počne. Pač pri meni bi se to sigurno prej pokazalo. Se pa žal pač tik pred. Na takšen način se je na srečno je šlo. Srečno se je šlo. Jaz sem bil tik pred tem, da se mi srce ostavi zaradi tak visokega kalija v krvi. To je pač najbolj nevaren mineral, če imaš previsokega. V bistvu te telo zastrupla se ti, ne? Malo po malo. In jaz sem bil tik pred tem. Hvala Bogu, da je bil v laboratoriju en moj kolega, pa mi je rekel, naj grem takoj na UKC. Ker sem, ja. Ko je ime kolegu? Jure, hvala Jure. Ja, si rekel hvala Jure. Hvala Jure. Koliko žurka boš ti mogel narediti z gostim sokom. Evo ga, Jernej, to je bil Jernej Kaloh, človek, ki danes nosi v sebi najlepši dokaz, da znanost in ljubezen, kot smo rekli, lahko delate z roko v roki. Če želite še enkrat slišati cel pogovor, ga boste, tako kot vse dosedanje ekstra torkove pogovore, našli na radio1.si, na YouTube kanalu Radio 1 in na vseh večjih podcast platformah. Jernej, še enkrat hvala, ker si delil ta res oseben del z vsemi nami. In ostani zdrav. Glej, hvala za povabilo, z veseljem sem to delil z vsemi, pa upam pač, da res bi rad, da več takih koncev, takih situacij, rad bi, da se več ljudi odloči za kaj takega, ker je res dobro. Da pazi na se. Da pazi na se, pa v primeru, da si že bolan, da bi se več jih odločilo za živega darovalca, ne? Da bi bilo tega več, ker je res boljše. Ampak nimajo si takšne sreče kot ti, ne? Res je. Ja, tle je veliko faktorjev. Ja. Tukaj bova zaključila. Hvala še enkrat in lahko noč, želim srečno. Hvala, lahko noč. To je Radio 1 podcast.